1.5.11 po kristjanskem koledarju 2011. Tož direkt. Tokratna tema Arbeit adelt, Bildung macht frei. Spoštovano občestvo, nahajam se v Republiki Sloveniji, na Štajerskem, v mestni občini Ptuj, mesto Ptuj, lokacija Murkova ulica. Murkova ulica je nekdanja Herrengasse, torej Gosposka ulica mesta Petov. In tukaj je možno opaziti simboli iz tistega časa, ko je tukaj vladala nemška gospoda oziroma nemška oblast. In na tem napisu, ki izgleda tako zelo svečan, piše Arbeit adelt, Bildung macht frei. Delo plemeniti, izobrazba osvobaja. Slišimo zvonove, torej da nadaljujem. Ker je 1. maj tako imenovani praznik dela, je seveda smiselno spregovoriti o pomenu teh parol. Delo osvobaja, izobrazba osvobaja, delo plemeniti, izobrazba plemeniti. Pred 6 leti, torej 1. maja 2005 po kristjanskem koledarju, sem s kolegom obiskal koncentracijsko taborišče Dachau, oziroma v tem obdobju je to spomenik. Tam sem se srečal tudi z gospodom Maxom Mannheimerjem, Edmundom Stoiberjem, takratnim predsednikom bavarske vlade. Max Mannheimer je pa eden izmed preživelih internirancev tega taborišča. V teh 6 letih tuhtanja, snovanja, realiziranja se je porodilo mnogo idej, ki se nanašajo na delo, in tudi mnogo spoznanj, ki so v neki splošni dimenziji zavedanja človeku skrita. Nahajamo se v gospodarski krizi. Tukaj v tej Murkovi ulici na Ptuju je to zelo nazorno možno prikazati, saj so lokali, ki se nahajajo v elitni mestni ulici, skoraj da vsi prazni. Tako imenovani delavski razred kliče po več dela, kliče po več pravicah, kliče po možnostih za preživetje. Ampak resnici na ljubo, kje bi se naj te možnosti za preživetje iskale, če pa se človek vse bolj oddaljuje od lastnega bistva, namesto da je človek postaja človečnjak, in ta nekako pričakovanja o delu izhajajo iz tega, da se vsa ta pričakovanja nekako še zmeraj gradijo na tistih izkušnjah iz socializma. Nekdo bo naredil tovarno, bo dal ljudem delo, ljudje bodo hodili v službe, imeli plače in živeli. Ampak dejstvo je, da je sodobna človeška paradigma oziroma paradigma družbe povsem drugačna. Sedaj menjam lokacijo na Slovenski trg, in sicer pred gledališče. Torej, paradigma tega sistema je povsem drugačna kot to, kar so ljudje vajeni. In delo kot neka dobrina oziroma kot nek luksus, neka vrednota počasi izginja. Izginja pa zato, ker se človek premalo prilagaja trendom, ki se dogajajo v okolju. Delo izginja prvič zaradi tega, ker je ponudba večja od povpraševanja, drugič pa tudi zaradi tega, ker zastarele tehnologije v sodobnem svetu, razvijajočem se svetu, nimajo prostora. In povsem realno rečeno je iluzija, če delavski razred brez adaptacije na situacijo misli, da se bodo vrnili nazaj v nek čas, oziroma se bo cel razred vrnil v čas socializma,
kjer se ni bilo treba izobraževati, ni bilo treba biti tako rekoč v koraku s časom, ampak delo in dohodek je kljub temu bilo. Zato je moje sporočilo na ta praznik dela, da je dobro na to krizo, ki je nastala, gledati kot na neko bolezen. Ko človek zboli, je mnogo bolj odprt za spremembe v načinu bivanja, načinu tuhtanja, načinu udejanjanja. In dejansko je ta kriza, v kateri se človeštvo nahaja, ne zgolj finančna kriza, gospodarska kriza, ampak kriza trenutne civilizacije nasploh. Sedaj ni bistveno, ali je bila umetno povzročena ali ne. Dejstvo je, da tako enostavno v miselnih in tvornih sferah več ne gre naprej, ker človek s tem, kar počne, kako se udejanja, kako tuhta, kako se udejanja, uničuje planet. In moje sporočilo, če spojim z tem 6-letnim obdobjem, kar sem obiskal Dachau, tam namreč piše na vratih Arbeit macht frei, tukaj na Ptuju piše Bildung macht frei, Arbeit adelt. Torej, če se vrnemo nazaj na tisto filozofsko iztočnico, ki lahko človeku marsikaj pove, ni dela brez znanja. Zato je treba to krizo, v kateri se človeštvo in družba nahaja, dejansko dojeti kot neko bolezensko stanje, pričeti vlagati ustrezne sile, finančne, miselne in tudi ostale, ki so za to potrebne, v izobraževanje in snovanje nove družbe, ki bo v svojo zavest aktivno vpela ekologijo. Druge poti za izhod iz tega stanja ni.